Prepozno se dviga v nebo, zgodovinsko mogočna zgrajena trdno. V centru kraljuje hiša učenosti, gimnazija naša zakladnica modrosti. Šola je dost velika za vse, veliko zanimivih lahko srečaš le. Programu zdrave šole zvesto sledimo, z božično večerjo ljudi pogostimo. Teden popestrimo z dnevi OIV, to je ekskluzivno sam na GCC. Kjerkoli ta teden ti boš preživel garantirano, noro dobro se boš imel. GCC, v centru mesta in prihodnosti. GCC, nas združuje naše poti. GCC, z nami živi. Glasba zveni, vsak je zased, šlager si pa voza, dp zanonet. Igravci za vas imamo gledališče in proslem na odru je igrišče. V debatnem klubu širite besedišče, na GCC talente se poišče. Ko gimnazijo našo dokončaš, dobro znanje za maturo imaš. Brez strahu lahko študij nadaljuješ, pritiskom drugih ljudi kljubuješ. O prihodnosti mirno premišljuješ, glej ga junaka, na GCC šolnega prvaka. V centru mesta in prihodnosti. GCC, nas združuje naše poti. GCC, Centru mesta in prihodnosti. GCC, nas združuje naše poti. GCC, z nami živi. Spoštovani gospod ravnatelj, profesorice in profesori, sošolke in sošolci, dragi starši. Šolsko leto 2019-2020 se počasi, a precej drugače kot smo vajeni, bliža h koncu. Zagotovo si ni nihče mislil, da se bo pouk preselil na daljavo. Verjamem, da smo se vsi, tako profesori, kot tudi dijaki znašli pred težko in neznano situacijo, na katero smo se hitro odzvali in dokazali, kako smo odgovorni in vztrajni. In v tem trenutku veliko uspeha, motivacije in spodbude potrebujemo prav vsi, še posebej pa maturantke in maturanti. Na tem mestu bi se v imenu vseh maturantov generacije 2020 in dijakov gimnazije Celje Center zahvalil neutrudnemu ravnatelju, profesorju Gregorju Deleji, vsem profesoricam in profesorjem in tudi staršem, ki nam v teh trenutkih dajejo močno oporo. V dijaškem razvojnem timu in dijaški skupnosti smo dijaki v letošnjem letu strmeli k številnim novim projektom. Že v začetku leta smo sklenili, da bomo vse zadane cilje tudi uresničili. Poleg številnih akcij, dogodkov, projektov, tematskih tednov smo v letošnjem letu obeležili in praznovali 70. obletnico učiteljišča. GCC je prejela tudi jabolko kakovosti, Konfucijevo učilnico, preuredili smo šolsko himno, Favoza je praznovala 10. obletnico in kar dela gimnazijo Celje Center res enostavno drugačno, pa je čut po solidarnosti, kar je dokazal letošnji že 12. dobrodelni koncert. In na spletu so svoje mesto v času dela na daljavo
našle tudi številne obšolske dejavnosti, ki so pomemben del GC centracije. Dijaki in profesori smo tako dokazali, kako pomemben je ta del šole, saj z njim velikokrat dobimo dodatno motivacijo tudi za šolsko delo, predvsem pa za osebno in profesionalno rast. Aljaž Primožič, Hanna Urankar, Nastja Zvonar, Maja Jeršin in Irena Gerl vam bodo v nadaljevanju predstavili pester utrip na GCC po posameznih področjih. Gimnazija Celje Center je šola z vetrom v laseh in svetlobo v očeh ter s pogumnim korakom, usmerjenim v svet, ki so ga, ki ga bodo krojile številne generacije. Srečno GCC! Srednja šola me je naučila, da umetnost niso dolgočasni pesniški večeri, prah, ki se nabira na likovnih mojstrovinah ali predolge gledališke predstave. Skozi ustvarjanje in življenje na gimnaziji Celje Center sem spoznal, da je umetnost tisto, kar je med ljudmi. Da je umetnost, ko se na eni od vaj z mojo gledališko skupino razjočem. Ko mi prijatelj na pesniškem večeru v Špitalu pripoveduje svojo pesem z nekim čudnim žarom v očeh, ki ga ne znam in predvsem nočem opisati drugim. Pokazala pa mi je tudi, da je umetnost tudi dejstvo, da vsaj polovica našega centra mojim predstavam ni dala niti priložnosti. Da je bilo nekaterim profesorjem lažje zagodrnjati, zakaj me spet ni na njihovih učnih urah, kot da bi si dejansko ogledali katero od mojih ustvarjanj. Da je umetnost tudi to, da ne razumeš, zakaj nekateri nasprotujejo temu, da delaš predstavo o tem, kar si. Da je umetnost tudi strah pred maturo, pred sprejemnimi izpiti. Ampak umetnost je tudi rama, na katero se lahko vedno znova naslonim. Umetnost so nekateri moji mentori, profesori, ravnatelj, hišnik, soigralci, pesniški sopotniki, prijatelji, ki me razumejo ali pa me vsaj poskušajo razumeti. In dober umetnik je tisti umetnik, ki zna to umetnost pretvoriti v nekaj, kar tudi ministrstva, javni skladi, škratje birokratije in navadni smrtniki definirajo za umetnost. Hvala ti, center, da si mi pomagal počasi spoznavati, kaj sta umetnost in kultura zame in za svet. Da sem počasi spoznaval, kaj je zame življenje. Znanje jezika je pomembno, saj omogoča boljšo komunikacijo in izražanje v svetu, pa tudi razumevanje samega sebe, saj se prav z besedami izražamo in potrjujemo. Jeziki so mi zelo blizu, vedno mi je bilo zanimivo, da se lahko z enim jezikom, kakršen na primer angleščina, pogovarjamo skoraj kjerkoli v svetu, ne glede na kulturno ali geografsko razdaljo. Ravno zaradi boljše komunikacije in našega življenja v zelo heterogenem svetu, pa se mi zdi učenje tujih jezikov tako v šoli kot tudi pozneje nekaj pomembnega. Hkrati pa je bistveno znanje materinščine, ker če imamo kot Slovenci težave z izražanjem v slovenščini, potem bomo najbrž imeli težave tudi z učenjem tujih jezikov. Najlažje in tudi najraje se izražam v slovenskem jeziku, podobno najraje prebiram slovenske knjige. S knjigami sem povezana že od malega, saj so mi jih starši ves čas prebirali, v knjižnico smo zahajali zelo redno, kar se mi zdi lepa navada, ki sem jo tudi nekako ponotranjila in jo sama tudi nadaljevala, tako v osnovni šoli kot tudi na GCC, sem tudi članica bralnega kluba. Poleg slovenskih knjig najraje poprimem predvsem angleške knjige, ki mi je najbolj všeč to, da gre za branje v izvirniku, ker lahko tako res občutiš to, kar je v pisanju čutil avtor. Dobro se mi zdi, da je poleg veliko dejavnosti, ki jih ponuja naša šola, ponujen tudi zelo pester izbor tujih jezikov,
bodi si za drugi ali tretji jezik, bodi si pod okvirom krožkov, se lahko tako vsak najde nek jezik, v katerem se lahko poleg slovenščine še izraža in njem dobro komunicira. Umetnost mi zelo veliko pomeni, z njo sem obdana že celo življenje, najbolj pa je zaznamovala moje srednješolsko obdobje na GCC. Menim, da ni življenja, da ni sveta brez umetnosti, da ne more obstajati, saj se skozi umetnost odraža predvsem notranje doživljanje posameznika. Umetnost je pa lahko seveda neko zatočišče pred realnim svetom, v katerem je lahko posameznik takšen, kakršen je v resnici, ali pa si ustvari tudi nek svoj svet. Menim, da odnos mladih do umetnosti ni najboljši, premalo se zavedamo njene vrednosti ali pa je ne želimo raziskati, videti, slišati. Na področju filmske umetnosti se mi zdi, da mladi raje gledamo hollywoodske filme s poljudno, večkrat prazno vsebino. Ker sem se vpisala na umetniško gimnazijo likovna smer, sem bila vsa 4 leta svojega srednješolskega šolanja obdana z umetnostjo. V drugem letniku pa me je začela predvsem zanimati videoprodukcija in tako sem se pridružila komaj nastalemu filmskemu krožku in GCC videorisu. Skupaj smo ustvarili kar nekaj nagrajenih kratkih filmov in na GCC sem ugotovila, kaj me resnično zelo veseli in zato imam namen tudi v tej smeri nadaljevati svoje šolanje. Zdravo, sem Hanna Urankar, dijakinja 4. D razreda in sem športnica. Treniram atletiko, moja disciplina pa je met diska. Že kot majhna sem se rada ukvarjala s športom, pred 4 leti pa sem se odpravila na resno športno pot. Zaradi športa sem se naučila organizacije, komunikacije in samostojnosti. Atletika pa mi je omogočila potovanja po Evropi, kjer sem spoznala veliko dobrih ljudi, atletov in trenerjev, s katerimi sem navezala stike in prijateljstva. Šole ni težko uskladiti s treningi, saj imam že od 1. letnika naprej status športnika. Zaradi odsotnosti, ki pa so nastale zaradi tekem, pa so mi vedno pomagali gospod ravnatelj in učiteljski zbor. Lep pozdrav sem Maja Šin in predstavljam naravoslovje ter matematiko. Moja GCC pot se je začela 2016 in se izteka na nekoliko drugačen način kot dijakom ostalih generacij. V teh 4 letih sem osvojil nekaj priznanj iz tekmovanj, kot so Mathematics Without Borders, tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, iz matematike ter iz logike, prav tako pa sem se letos že 3. uvrstil na državno tekmovanje iz znanja kemije, katerega razplet je v teh časih seveda negotov. Sodeloval sem tudi v nekaterih šolskih športnih ekipah, prav tako pa je pomemben del mojih srednješolskih let predstavljalo vzporedno glasbeno izobraževanje na srednji stopnji. Naravoslovje in matematika se seveda neizogibno povezujeta, kar pa je nekoliko težje reči za glasbo, je pa seveda akustika veda, ki povezuje ta področja. Na GCC se ta področja lepo dopolnjujejo, saj sem poleg dela na naravoslovnem in matematičnem področju dejaven kot član zasedbe The Schlagers in Favoza. Čeprav je vseh dejavnosti včasih skorajda že preveč, pa jih ne obžalujem, saj bogatijo moje življenje. Zagotovo je zanimanje in ljubezen do naravoslovja vplivala na izbiro študija, saj sem kot prvo izbiro vpisal medicino, tudi preostali opciji pa sta naravoslovna faksa. Čeprav se moje glasbeno šolanje ne bo nadaljevalo na akademski ravni, pa to še zdaleč ne pomeni konca moje glasbene poti, tako na inštrumentalni kot na pevski ravni. Ostanite zdravi.